Dobar dan vsem. V enem prejšnjem videu sem razložil, kako se rešijo skoraj vse simetrične enačbe. Takrat sem spustil en slučaj, ki je malo težji. Ko imamo simetrično enačbo četrte stopnje, ki ima vse člene. Tudi, ker v prejšnjem videu sem razložil samo tisti slučaj, ko manjka člen z x na drugo. Torej, ta, ki jo zdaj obravnavamo, ta simetrična enačba četrte stopnje, ima ta koeficient, ki je enak temu, in ta koeficient, ki je enak temu. Tukaj imamo še en koeficient, ki je karkoli. Torej, se reši z drugačno tehniko, ki jo zdaj vidimo. Se začne tako, da delimo enačbo z x na drugo. Samo eno pomba. Ponavadi, ko mi delimo z enačbo z neznanko, lahko izgubimo nekatere rešitve. Tukaj bi izgubili rešitve, za katere x na drugo je enako nič, torej za katere x je enako nič. Ampak, če mi poskusimo videti, če x je enako nič, postavimo tukaj notri, vsi ti členi izginejo, dobimo 3 enako nič, kar ni res. Torej, x je enako nič, ni rešitev te enačbe in torej ni problema. Torej, delimo z x na drugo, vse stopnje se zmanjšajo za 2, 3x na drugo, minus 4x, tukaj je minus 14, ker je x na drugo delino x na drugo, tukaj minus 4 krat 1 ulomljeno x, ker imamo x ulomljeno x na drugo, je 1 ulomljeno x, plus 3 krat 1 ulomljeno x na drugo, je enako nič. Sedaj, ker ta koeficient je enak temu in ta enak temu, lahko izpostavimo 3, ki množi x na drugo plus 1 ulomljeno x na drugo, tukaj pa izpostavimo minus 4, ki množi x plus 1 ulomljeno x. Bodimo pozorni tukaj, da ne damo minusa. Če izpostavimo minus, menjamo predznak členu, torej tukaj je plus, ali če nismo prepričani, pomislimo minus 4 krat 1 ulomljeno x je minus 4 krat 1 ulomljeno x. Potem imamo še ta minus 14, je enako nič. Torej, pri tem postopku zdaj zamenjamo z eno novo neznanko in standardna izbira je prav ta, da nova neznanka bo x plus 1 ulomljeno x. In to neznanko tukaj na primer imenujem t, ali lahko rabite črko, ki jo želite. T je x plus 1 ulomljeno x. In sedaj se moramo vprašati, s čim zamenjamo to. Edem bi rekel t na drugo, ne, bodimo pozorni, ni prav tako. Prav zaradi tega si izračunamo tukaj t na drugo, da bomo to razumeli. T na drugo tukaj moramo narediti kvadrat binoma. Prvi člen na drugo, x na drugo, potem imamo plus 2 krat prvi krat drugi, ampak x krat 1 ulomljeno x je 1, torej 2 krat 1, ker se uničita, ne? In potem imamo še plus drugi člen na drugo, 1 ulomljeno x na drugo, sedaj peljem to 2 na drugo stran, imam t na drugo minus 2 je x na drugo plus 1 ulomljeno x na drugo. In torej tukaj je prav to, x na drugo plus 1 ulomljeno x na drugo, in to je t na drugo minus 2. Smo dobili, torej, kako napraviti zamenjavo. Sedaj 3 množi t na drugo minus 2, množimo vsak člen posebej, 3t na drugo, 3 krat minus 2 je minus 6, minus 4t, minus 14 je enako nič. Sedaj uredimo in seštejemo, 3t na drugo minus 4, minus 4t, minus 4, minus 6, minus 14 je minus 20, enako nič. Zdaj rešimo s formulo t1, 2 je enako, minus b, minus minus 4 je 4, plus ali minus kvadratni koren b na drugo, minus 4 na drugo je 16, minus 4ac, minus 4 krat 3 krat minus 20, minus krat minus mi da plus, 4 krat 3 je 12, 20 krat 12 je 240, vse ulomljeno 2, 2 krat 3 je 6. Torej, sedaj 4 plus minus, 240 plus 16 je 256, kvadratni koren 256 je 16, vse ulomljeno 6. Sedaj tukaj dobimo t1 in t2. 4 minus 16 je minus 12, to ulomljeno 6. 4 plus 16 je 20, to ulomljeno 6. In tukaj si napišem, ker mi bodo rabile te rešitve t1 in t2. Minus 12 šestin je
minus 2. 20 delim zgornji spodaj z 2 je 10 tretjin. V redu, sedaj moramo dobiti x. X plus 1 uljubljeno x je t. Zbrišem tukaj. Torej, x plus 1 uljubljeno x je t, torej bomo dali minus 2 in to je ena enačba. Potem bomo imeli spet x plus 1 uljubljeno x je enako spet t, ampak ta drugi, 10 tretjin. Torej tukaj odpravimo imenovalce, množimo z x. X na drugo plus 1 je minus 2x. Ta minus 2x nesemo na drugo stran, x na drugo plus 2x plus 1 je enako nič. Rešim s formulo x, 1, 2 enako. Minus b, minus 2 plus minus kvadratni koren b na drugo je 4, minus 4ac. Minus 4 krat 1 krat 1 je minus 4. Vse uljubljeno 2, 2 krat 1 je 2. Torej, tukaj imam minus 2 in sedaj 4 minus 4 je nič, kvadratni koren nič je nič, imam minus 2 plus minus nič. Torej, obe rešitvi se upadata, izmeri minus 2. To je minus 2 uljubljeno 2 in to je minus 1. Imamo, minus 1 je dvojna rešitev, imamo dvojno rešitev, ki je minus 1. Sedaj moramo še rešiti to. Tukaj pomnožim z 3x, da odpravim vse imenovalce. Torej, x krat 3x je 3x na drugo, tukaj x se uniči z x in še ostane 3. 1 krat 3 je 3. Tukaj pa 3 gre proti 3, imamo še x, torej 10x. Ta 10x nesemo na drugo stran, 3x na drugo minus 10x plus 3 je enako nič. Sedaj, tukaj smo imeli x 1, 2, zdaj x 3, 4. Torej, minus b, minus minus 10 je 10, plus minus kvadratni koren, minus 10 na drugo je 100, minus 4ac, minus 4 krat 3 krat 3, minus 4 krat 9 je 36, vse uljubljeno 2, 2 krat 3 je 6, 10 plus minus, sedaj 100 minus 36 je 64, kvadratni koren 64 je 8. In tukaj imamo x3, tukaj x4, 10 minus 8 je 2, 2 šestini, 10 plus 8 je 18. Tukaj delimo, 2 šestini delimo zgornji spodaj z 2 je 1 tretjina in 18 deljeno 6 je 3. Smo dobili vse 4 rešitve. Opazimo, da rešitve so obratne vrednosti. 1 tretjina je obratna vrednost od 3. Nasprotno, so si med sabo obratne vrednosti. V resnici tudi tukaj imamo dve rešitvi, ki sta minus 1 in med sabo minus 1 je obratna vrednost samega sebe, ker 1 uljubljeno minus 1 je minus 1. Torej imamo dve vrednosti, minus 1 sta si obratni vrednosti med sabo in ti dve sta si obratni vrednosti med sabo. Torej, tako se reši, prosim, všečkajte in upišite se. Hvala!